Pozdravljeni otroci! Veseli me, da smo spet skupaj na mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo in sicer je to ribnik Vrbje v občini Žalec, kjer se občasno zadržujejo tudi čudovite ptice, to so beli labodi. In ja, uganili ste, današnja pravljica bo govorila o labodu in sicer z naslovom Grdi raček. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Grdi raček. Nekoč je živela mama raca, ki je imela 4 čudovite račke. Ko pa je zadnja predrla lupino jajca, se je mama zgrozila. Joj, kako grd raček! In ko je mama raca plavala s svojimi rački, so se vse živali na kmetiji smejale in se čudile. Presneto, kako grd raček! Celo bratci so se sramovali ubogega račka in ga preganjali. Pojdi proč, zaradi tebe nas vsi gledajo. Ubogi raček se je tako oddaljil, da se je znašel na drugem bregu. Tedaj pa so se zaslišali streli in jata gosi se je dvignila v zrak. Lovski psi so ga besno zasledovali. Pobegnil jim je, ker pa ni imel kam iti, je hodil naprej. In prišla je zima. Živali iz gozda so ga sočutno opazovale, ko so videle, kako ga zebe. Snežilo je in raček se je zatekel v star sod, kjer ga je našla dobra žena s svojim psom. O, božček, kako grd in potegnjen je! In gospa ga je odpeljala domov. Tam so lepo skrbeli zanj in bil je zelo srečen. Vsi so ga imeli radi, razen ljubosumnega mačka. Odkar je prišel raček, se nihče več ne zmeni zame, se je jezil. Prišla je pomlad. Žena se je naveličala ubogega grdega račka, ker ni ničemur služil, poleg tega pa je veliko pojedel, saj je medtem zelo zrasel. Pes in maček sta ga besno preganjala, dokler ni zapustil kmetije. In prišel je do jezera, kjer so bili prelepi labodi. Raček je pomislil, da ga bodo napodili, tako kot so ga vsi doslej. Prestrašen je skril glavo med krila, ko je v vodi nenadoma zagledal odsev čudovitega laboda, ki ni bil nihče drug kot on sam. Labodi so vzleteli in grdi raček se jim je pridružil. In ko so leteli nad njegovo kmetijo, kjer je nekoč živel, so živali na kmetiji pogledale proti nebu in vzkliknile: kako čudoviti labodi! Kako? Vam je bila pravljica všeč? Meni je bila zelo všeč. Še posebej zato, ker sem na čudoviti lokaciji obkrožena s temi čudovitimi pticami labodi. In če bi še kdaj želeli prisluhniti kakšni pravljici, potem ni dvoma, pridružite se mi na mojem knjižnem kotičku, ker bom vsakodnevno pripravila še več novih pravljic. Do naslednjič pa, lepo se imejte in adijo! Čao! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo, grad Šenek pri Polzeli. Sedaj pa vas verjetno zanima, katera je tista posebna pravljica. To je pravljica Hansa Christiana Andersena z naslovom Princeska na zrnu graha. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Hans Christian Andersen, Princesa na zrnu graha. V starih časih je živelo poleg številnih škratov, vil, čarovnic in čarovnikov
tudi mnogo več princes, kot jih je danes. Res pa niso bile vse resnične princese. Pogosto se je zgodilo, da so bili princi razočarani, ko so se poročili z dekletom, ki je bila samo videti kot princesa, v resnici pa ni zaslužila tega naslova. V daljni deželi je živel princ, ki se je želel poročiti. Zakoni v njegovem kraljestvu so zahtevali, da sme za ženo vzeti le pravo princeso. Iskal je ženo po vseh deželah sveta, a naj jo je še tako iskal, mu ni in ni uspelo, da bi našel tako, ki ne bi bila le lepa in dobra, temveč bi bila tudi prava princesa. Mnoge mladenke so se želele poročiti s princem, saj je bil zelo postaven fant. Prihajale so v palačo in se izdajale za princese, a matere kraljice, ki jih je preizkušala, niso mogle preslepiti, kajti bila je zelo modra. Princ je bil žalosten in obupan, mislil je, da se mu želja ne bo nikoli izpolnila. Neke noči, ko se je razbesnila nevihta in je lilo kot iz škafa, pa je med grmenjem in bliskanjem nekdo močno potrkal na vrata. Kraljica je šla sama odpirat vrata in pred njo je stala mladenka slepeče lepote. Od dežja premočena obleka se je ovijala okrog vitkega in skladnega telesa in svetle lasje je imela tako skuštrene, da nisi vedel, ali je resnična princesa ali le lepa kmetica. Kraljica je postavila nekaj vprašanj in mladenka je odgovorila. Princesa sem, gospa. Odšla sem na lov in ko sem zasledovala jelena, sem se v gozdu izgubila. Prosim vas, pustite mi, da pri vas prevedrim, dokler nevihta ne pojenja. Si resnično prava princesa? Je dvomeče vprašala kraljica. Da, gospa, je zelo prepričljivo odvrnila lepa mladenka. Princesa sem. Kraljica, ki se je iz vsega srca želela najti svojemu sinu primerno ženo, je pomislila, da mora dekle preveriti in jo podvreči preizkušnji. Medtem ko sta kralj in princ sprejela mokro lepotico in jo popeljala h kaminu, da bi se posušila ob ognju, je kraljica odšla v sobo za goste, razkrila posteljo in na sredo pod žimnice in pernice položila zrno graha. Tu naj bi prespala izgubljena mladenka, ki je trdila, da je prava princesa. Kraljica iz previdnosti ni nikomur povedala, kaj je naredila. In potem, ko je pripravila in postlala posteljo, se je vrnila v sprejemnico. Mladenki so posodili obleko in na njeno čast priredili majhno dobrodošlico. In končno so se vsi umaknili spat. Naslednje jutro pri zajtrku pa je kraljica vprašala lepo gostjo. Ste si dobro odpočili, princesa? Ne, bilo je strašno. Vso noč skoraj nisem zatisnila očesa. V postelji me je nekaj tako neznosno žulilo, da me danes vse boli. Je ta odvrnila. Kraljica ni več dvomila, da je lepa deklica prava princesa. Nobena druga, razen prave princese, ne bi bila tako občutljiva, da bi skozi vse žimnice in pernice čutila zrno graha. Vsa vesela je kralju in sinu sporočila dobro novico. In ker dekle ni bilo samo princesa, temveč tudi očarljiva lepotica, jo je princ, ne da bi se kaj obotavljal, zaprosil za roko. Princesa je rada privolila, saj je bil tudi princ čeden in prisrčen. V tisti deželi niso še nikoli videli tako srečne in imenitne poroke. V kronikah pa je zapisano, da so na ukaz mlade neveste zrno graha, na katerem je spala, spravili za spomin na žametno blazinico in v dragoceno stekleno škatlico. Zrno graha je bilo zanjo večja dragocenost od najdražjega dragulja, kajti zaradi njega je dobila dobrega moža in prestol in, kar je največ, naklonjenost ljudi. Kako prisrčna pravljica. Res sem vesela, da je tale princesa našla svojega princa, kaj ne? Prav simpatično. In to zaradi drobnega zrna graha.
Če vam je bila ta pravljica všeč, potem verjamem, da vam bodo všeč tudi vse ostale pravljice, ki čakajo na vas v mojem knjižnem kotičku. Kliknite na gumbek Naroči se in spremljati boste lahko mnogo pravljic, ki čakajo na vas. Do takrat pa se lepo imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Tako je, tudi mene veseli, da smo ponovno skupaj. Kaj pravite, otroci? Da nas ne vidite? Ja, to je pa res čudno. Čakajte, samo trenutek. Evo, pa smo tu. Evo nas, to je bilo pa res nekaj čarobnega, ne? Joj. Kje se pa oblačila? Oblačila? Ja, res, kje so, ja? Ja, danes se pa nekaj čudnega dogaja. Ja. Kdo ve, če bo sploh pravljica? Kje pa je sploh pravljica? Ne vem, Laura, najboljše, da jo ti poiščeš. Ti boš zagotovo vedel. Ampak res zanimivo, da ni oblačil. Pa še na drugi strani. Si jo našel, super. Torej bo danes pravljica, bo. Katera pravljica pa bo danes? Naslov je Cesarjeva nova oblačila. Tako je. Predlagam, da se vsi udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Hansa Christiana Andersena z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je neznansko cenil nova oblačila. Potrošil je ves svoj denar, da je le bil nadvse imenitno oblečen. Ni skrbel za svoje vojake, ni se zmenil za gledališče. In če se je peljal na sprehod, se je peljal samo zato, da je pokazal svojo novo obleko. Za vsako uro je imel drugo oblačilo in če velja za druge kralje, da prebijejo večji del časa pri posvetovanjih, je veljalo zanj, da prebije večji del časa v oblačilnici. V velikem mestu, v katerem je prebival, je bilo zelo živahno. Vsak dan je prihajalo mnogo tujcev. Nekega dne pa sta prišla tudi dva sleparja. Dejala sta, da sta tkavca in da znata stkati najlepše blago, ki si ga človek lahko zamisli. Ne samo, da so barve in vzorci nenavadno lepi, ampak tudi obleke, ki jih sešijeta iz tega blaga, imajo to čudežno lastnost, da jih človek, ki ni sposoben za svojo službo ali ki je pošteno neumen, ne vidi. To bi bila krasna oblačila, je pomislil cesar. Če bi imel ta na sebi, bi lahko zvedel, kateri možje imajo v moji državi službe, za katere niso sposobni. Kdaj bi lahko razločeval pametne od neumnih. Tako je, blago morajo takoj stkati zame. In obema sleparjema je dal veliko denarja vnaprej, da bi lahko začela delati. Postavila sta res dvoje statov in se delala kakor da tketa, v statvah pa nista imela niti enega vlakna. Tebi nič, meni nič sta zahtevala najboljšo svilo in najlepši zlati sukanec. To sta vtaknila v svoje žepe in delala na praznih statvah pozno v noč. Pa bi le rad videl, koliko sta že napravila, je sam pri sebi dejal cesar. Toda bilo mu je nemalo tesno, če je pomislil, da tisti, ki je neumen ali za svojo službo nesposoben, blaga ne more videti. Sicer pa je mislil, da se njemu samemu ni bati tega. Hotel je pa vendarle najprej poslati koga drugega, da bi pogledal, kako je s to stvarjo. Vsi ljudje v mestu so vedeli, kakšno posebno moč ima to blago, in vsi so si želeli, da bi videli, kako malopriden in neumen je njihov sosed. K tkavcema pošljem svojega starega, poštenega ministra, je sklenil cesar. On bo najbolje presodil, zakaj glavo ima na pravem mestu. In nihče ne opravlja svoje službe zvesteje in bolje kot on. Tako je šel stari dobri minister v dvorano, v kateri sta sedela sleparja in delala ob praznih statvah. Bog nas obvaruj, si je mislil stari minister in debelo pogledal. Pa saj nič ne vidim. A tega ni dejal glasno. Sleparja sta ga prosila, naj le stopi bliže in ga vprašala,
ali ni to lep vzorec in ali niso to lepe barve. Potem sta pokazala na prazne statve in ubogemu staremu ministru toliko, da niso izpadle oči, toda videl ni nič, ker ni bilo kaj za videti. Strela, je vzkliknil sam pri sebi. Ali sem mar neumen? Tega si res ne bi nikoli mislil in tega ne sme izvedeti noben človek. Da nisem sposoben za svojo službo. Ne smem povedati, da ne vidim blaga. No, kaj pravite? Ga je vprašal eden sleparjev, ki je tkal. Krasno, čudovito, mu je odgovoril stari minister in zrl skozi svoje naočnike. Ta vzorec in te barve. Da, cesarju bom rekel, da mi zelo ugaja. No, to naj jo veseli, sta dejala tkavca, nato pa sta mu barve označila z imeni in razložila nenavadni vzorec. Stari minister je pazljivo poslušal, da bi mogel vse ponoviti, ko se vrne k cesarju, in tako je storil. Zdaj pa sta sleparja zahtevala še več denarja, še več svile in še več zlata, ki bi ga potrebovala za tkanje. Vse sta vtaknila v lastne žepe, v statve pa ni prišla niti ena nitka. Toda kakor doslej sta še dalje delala ob praznih statvah. Cesar je kmalu poslal drugega poštenega ministra, da bi pogledal, kako napreduje tkanje in ali bo blago kmalu gotovo. Zgodilo se mu je prav tako, kakor prvemu. Gledal je in gledal, ker pa so bile statve prazne, ni ničesar videl. Ali ni tole lep košček blaga? Sta ga vprašala sleparja in mu kazala in pojasnjevala vzorec, ki ga sploh ni bilo. Neumen nisem, si je mislil mož, ampak za tole dobro službo nisem prav sposoben. Res nenavadno, samo da kdo tega ne zve. In tako je hvalil blago, ki ga sploh ni videl, in jima zagotavljal svoje veselje nad lepimi barvami in nad krasnim vzorcem. Blago je res čudovito, je potem poročal cesarju. In vsi ljudje v mestu so govorili o prekrasnem blagu. Zdaj pa je hotel cesar blago videti, dokler je bilo še na statvah. Z velikim spremstvom izbranih mož, med katerimi sta bila tudi oba poštena ministra, ki sta bila že poprej tam, je šel k prekanjenima sleparjema, ki sta zdaj z vsemi silami tkala, toda brez enega vlakna niti. Ali ni krasno? Sta dejala oba ministra, ki sta bila že prej tam. Poglejte, veličanstvo, kakšen vzorec, kakšne barve. In nato sta pokazala na prazne statve, kajti mislila sta, da drugi pač vidijo blago. Kaj? Se je potihem vprašal cesar. Jaz prav nič ne vidim. Pa saj to je strašno. Ali sem neumen? Ali nisem sposoben za cesarja? To bi bilo najstrašnejše, kar bi se lahko zgodilo. Zelo lepo je glasno dejal. To blago zasluži mojo največjo pohvalo. In zadovoljno je pokimal in opazoval prazne statve, saj ni mogel reči, da ničesar ne vidi. Vse spremstvo, ki ga je imel s seboj, je gledalo in prav tako videlo, kakor vsi drugi. Toda dejalo je kakor cesar. To je lepo. In svetovali so mu, naj ta nova oblačila, krasna oblačila, nosi prvič za veliko procesijo, ki bo kmalu. To je krasno, ljubko, čudovito, je šlo od ust do ust. Bilo je videti, da se tega vsi iskreno veselijo in cesar je podelil sleparjema naslov cesarska tkavca. Vso noč pred jutrom, ko je morala biti procesija, sta tkavca čula in prižgala sta nad 16 svetilk. Ljudje so lahko videli, da sta sila zaposlena s šivanjem cesarjevih oblačil. Delala sta, kakor bi blago jemala iz statu, z velikimi škarjami sta strigla v zrak, šivala pa sta šivankami brez niti in nazadnje dejala: oblačila so gotova. Cesar je s svojimi najodličnejšimi vitezi prišel sam k njima in sleparja sta dvignila vsak po eno roko, kakor bi nekaj držala in dejala: vidite, to so hlače.
to je suknjič in to je plašč. In tako dalje. Tako lahko je, kakor pajčevina. Človek bi pomislil, da nima ničesar na sebi, a prav vsem tem je vsa lepota. Da, so dejali vitezi, toda videli niso ničesar, ker ni bilo kaj za videti. Če izvoli vaše visočanstvo najmilostnejše odložiti svojo staro obleko, sta dejala sleparja, tedaj vas oblečeva v novo, tukaj pred velikim zrcalom. Cesar je odložil vsa svoja oblačila in sleparja sta se delala, kakor bi mu oblačila kos za kosom novo obleko, ki naj bi bila gotova. In cesar se je obračal in vrtel pred zrcalom. Kako lepo vam pristoji, kako lepo se vam prilega, so dejali vsi. Kakšen vzorec, kakšne barve, to je prekrasno oblačilo. Zunaj vas že čakajo z nebom, ki ga bodo nosili nad vami v procesiji, je naznanil višji obrednik, ki je vodil ceremonije. Vidite, saj sem že gotov, je dejal cesar. Ali mi ne pristoji dobro? In nato se je še enkrat obrnil k zrcalu, ker je hotel zbuditi vtis, kakor da se res ogleduje v svojem slavnostnem cesarskem oblačilu. Komorniki, ki naj bi nosili vlečko, so z rokami segli proti tlom, kakor da bi vlečko dvignili. Hodili so in se delali, kakor da držijo nekaj v zraku. Niso si upali pokazati, da ničesar ne vidijo. In tako je šel cesar za procesijo pod razkošnim nebom in vsi ljudje na cesti in pri oknih so govorili: Bog nebesih, kako čudovita so cesarjeva oblačila, kakšno vlečko ima na obleki in kako lepo se mu vse prilega. Nihče ni hotel pokazati, da ničesar ne vidi, zakaj potem bi veljal za nesposobnega ali pa za neumnega. In nobena cesarjeva oblačila niso doživela toliko hvale, kakor ta. Pa saj nima nič na sebi, je nazadnje skliknil neki otrok. Ljubi Bog, čuvajte glas nedolžnega, je dejal oče, in drug za drugim so si pošepetavali, kaj je otrok dejal. Pa saj nima ničesar na sebi, je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo. To je cesarja vznemirilo, zakaj zdelo se mu je, da imajo prav, toda sam pri sebi si je mislil. Zdaj moram procesijo zdržati. In komorniki so hodili še bolj trdo in nosili vlečko, ki je sploh ni bilo. Kako pa se vam je zdela tale pravljica? Fajn. A ti je bila všeč? Ja. Res? A pa je taka čarobna, kot danes naša scena? Pa saj res nista nič delala. Nič nista delala. In cesarja opeharila, kaj ne? Ampak cesar se je sam odločil, da jima zaupa, da jima verjame in da mu bosta izdelala najlepša oblačila, ki pa jih žal Ni bilo. ni bilo, ja. Večkrat se lahko zgodi, da nas kdo ujame takole v past in pretenta. Ja, ne? Zato moramo biti pazljivi. Zanimiva tale pravljica, cesarjeva nova oblačila, ja? Tako, kaj bomo še povedali otrokom? Da kliknete na moj knjižni kotiček. Tako je, naročite se na moj knjižni kotiček, tam vas čaka še mnogo drugih pravljic. Lepo se imejte in en cesarski čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Sloveti danski pisatelj Hans Christian Andersen nas bo danes ponesel v pravljični svet, ki ga je doživel njegov knjižni junak, Kositrni vojak. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Stanovitni kositrni vojak. Nekoč je živel fantek, ki je stanoval v veliki vili na koncu ceste z drevoredom. Hiša je imela lepo pobarvan natrep, bleščeča okna in zelo imenitna vhodna vrata.
Stopnice so bile obložene z mehkimi preprogami in s stropov so viseli lestenci. V hiši je srečno živela družina. Ob fantkovem rojstnem dnevu so pripravili slaščice, balone in sijajno torto, vso prekrito s svečkami. Družina mu je zjutraj zapela pesem za rojstni dan, popoldne pa so prišli prijatelji na zabavo. Potem so fantka odpeljali v igralno sobo v zgornjem nadstropju. In ko je na stolu videl stolpič, vpisan papir zavitih daril, je obstal z odprtimi usti. Razvezal je trakove in odprl zavoje, oči pa so se mu iskrile od vznemirjenja. Nazadnje je odprl darilo svojih staršev. Kosetrni vojaki, je vzkliknil, medtem ko je trgal papir z velike lesene škatle. V njem je bil regiment figuric vojakov. Vseh 25 je bilo pobarvanih v elegantne modre in rdeče uniforme. Nosili so visoke klobuke z okrasnim perjem, ob strani pa muškete. Poglej, kako mirno stojijo, je občudujoče rekel fantek in jih zložil na tla. Hvala, mami, hvala, očka. In ko je v roko vzel zadnjega vojaka, je obstal. O, ta ima pa samo eno nogo, je zaklical. Vojaki so bili izdelani iz starih kositrnih žlic. Za zadnjega je zmanjkalo materiala, a ga je izdelovalec igralč skril med ostale. Kljub temu, da je imel le eno nogo, je stal pokončno in zanesljivo. Tudi ta mora na parado, je odločil fant in ga postavil v vrsto. Ravno tako lep in pogumen je kot drugi. Fantek se je preostanek rojstnodnevnega večera igral z novimi igračkami. Vojaki so bili bitke proti medvedkom, nato pa so z mušketami podrli trdnjavo iz kock. Na drugem koncu igralne sobe je stal čudovit lesen grad, pobarvan belo in srebrno. Imel je majhna okna, ročno poslikane opeke in vsak stolpič je krasila modra zastava. Okoli gradu je bila trava iz zelenega žameta. Ko ga je fantič nesel mimo tega gradu, je vojak nekaj zagledal. Dih mu je zastal. Ob vratih gradu je stala ljubka balerina, oblečena v elegantno rožnato krilce. Roke je imela iztegnjeni in vojak si je za trenutek zamišljal, da jih steguje proti njemu. Čez ramena je visela lenta, pritrjena z lesketajočo se zvezdo. Punčka je bila le iz papirja, toda vojaku se je zdela nekaj najčudovitejšega, kar je kdajkoli videl. Balerina je za eno nogo stala na tleh, drugo pa je imela dvignjeno v elegantno arabesko. Stoji na eni nogi, ravno tako kot jaz, je očaran pomislil vojak. Čudovita žena bi bila. A že naslednji trenutek se je ukaral. Kako si navaden vojak drzne sanjati o tako prečudoviti balerini? Takšna dama bi bila preveč fina zanj. Živi v srebrnem gradu, medtem ko sem sam zaprt v tesni škatli, je zavzdihnil. 24 drugih vojakov me celo noč cuva in drega. Ni prostora za elegantno gospo, ne bo šlo. Prišel je večer in fantek se je moral odpraviti v posteljo, še prej pa pospraviti darila. Kositrni vojak se je postavil za škatlo na okenski polici. Tu se bom skril, je rekel, medtem ko je oči ves čas upiral v balerino. Fantek je druge vojake spravil v škatlo in zaprl pokrov, na 25. moža z manjkajočo nogo pa je pozabil. Stekel je iz igralne sobe in zaprl vrata za seboj. Nenadoma se je iz skrinje za igrače v kotu zaslišal pridušen krik. Pokrov se je sunkovito odprl in prikazal se je pisan hrestač. Končno se je odpravil spat, je zaklical. Igrače, pridite se igrat. Igralno sobo so napolnili klici, ropot in topot. Bilo je strašno hrupno. Vlakec je drdral in piskal, glasbene skrinjice so vrtele svoje melodije, živahne žoge so poskakovale s polic. Gugalni konjiček se je pognal čez sobo s pisanim hrestačem na hrbtu. Punčke iz cunj so si priredile čajanke in lesene živali so se razkropile v vse smeri. 24 kositrnih vojakov je slišalo hrup v svojo škatlo.
Tudi oni so se želeli pridružiti, pa se niso mogli. Naj so še tako močno udarili po pokrovu, ni hotel popustiti. Igre so postajale vse bolj razposajene. Hrestač je galopiral po sobi, vihtel pest in spuščal bojne krike. Res čudež, da družina ni ničesar slišala. Ob vsem tem direndaju je kositrni vojak z eno nogo stal mirno in molče. Tudi balerina je še vedno nepremično stala v svoji pozi v gradu. Vojak in plestavka sta si vso noč zrla v oči, pogleda nista umaknila niti za hipec. Dong, dong, dong. Dedkova ura na hodniku je odbila polnoč. Škatla, ob kateri je stal vojak, se je nenadoma odprla. Ven je skočil v pajac na vzmeti, poskakoval je gor in dol z divjim smehom na ustih. Imel je rožnata lica in klobuk dvornega norčka iz žameta močnih neskladnih barv. Koga pa imamo tu? Je vzkliknil. Medtem ko se je zibal sem in tja pred vojakom, je njegova vzmet glasno cvilila. Kositrni vojak ni hotel umakniti pogleda s papirnate balerine. Roke je tako kot prej molela proti njemu. Boš kaj rekel, vojaček? Je silil van pajac. Odgovori mi! Kositrni vojak je ostal miren, niti pisnil ni. Pajac se je posmehnil in se spravil nazaj v škatlo, še prej pa obljubil, da se bo kositrnemu vojaku maščeval, ker se ni zmenil zanj. Ko je nastopilo jutro, so igrače znova postale negibne. V igralno sobo je vstopila služkinja. Očistila je mrežo peči, nato pa odprla okno, da sobo prezrači. Takoj, ko se je obrnila, je pajac skočil iz škatle. Kositrnega vojaka se je zaletel s takšno silo, da je ta poletel skozi okno. Obračal se je po zraku in padel na cesto pod oknom. Sveta nebesa! Je kriknila služkinja in pogledala čez okensko polico. Pajac se je privošljivo hahljal, ko je zardela stekla iz sobe. Odhitela je po stopnicah navzdol in na poti srečala fantka. Skupaj sta šla na ulico iskat pogrešano igračko. Ubogi vojak pa je pristal na tleh silno trdo. S klobukom se je zagozdil v špranju med dvema kamnoma pločnika in se ni mogel osvoboditi. Iz špranje se je videla le njegova noga, ki je molela v zrak. Fantek in služkinja sta prečesala pločnik pred hišo. Večkrat sta šla mimo ujetega kositrnega vojaka, a je bil premajhen, da bi ga ugledala med kamni. Sam pa ni hotel poklicati na pomoč, saj fantek in služkinja nista smela vedeti, da zna govoriti. Poleg tega klicanje na pomoč ni bilo vojakov v čast. Sem mož v uniformi, si je odločno rekel. Mi ne stokamo in zganjamo cirkusa, ko nam je težko. Čez nekaj časa je začelo deževati in služkinja se je s fantičem vrnila v hišo. Vojak je čutil vsako kapljico, kako mu teče po nogi in poziv z muškete. Deževalo je vse močneje. Špranja se je napolnila s hladno sivo vodo, ki je vojaka nekoliko dvignila. Kaj je to? Se je zaslišalo, ko je dež ponehal. Neki fantič je počepnil tik nad špranjo v pločniku. Pomahal je drugemu fantiču v popackanem volnenem puloverju. S palico sta skupaj sunila kositrnega vojaka. Samo eno nogo ima, je vzkliknil prvi fantič. Spraviva ga ven. Prijatelja sta vojačka izbezala iz njegovega skrivališča ter s hrbtno stranjo dlani obrisala z njega umazanijo. Nato sta se začela igrati. Ko sta se naveličala marširati z njim gor in dol po pločniku, sta iz čarega časopisnega papirja naredila čolniček. Čas za odhod, sta zaklicala in vojaka položila v čolniček. In še preden je vojak dojel, kje je desni bok čolnička in kje levi, je ta pristal na vodi, ki je drla v kanale in zaplul po odtočnem jarku. Stoj pokončno, si je zašepetal vojak in gledal čez kljun čolnička. Na vso moč si je prizadeval, da je obstal na nogi, medtem ko je čolniček sukalo po valovih. Voda je hitela kot plemni val. Večkrat je za las manjkalo, da ni padel čez krov, a se je trdno oklepal muškete in se ni ganil. Ko se je voda pod njim vrtinčila in penila, se je spomnil prelestne balerine.
Že zdaj jo je močno pogrešal. Vuš! Nenadoma je reka deževnica zgrmela v črno luknjo in čolniček je odplaknil v kanal pod cesto. Vojak je nemočno stal, vedoč, da ga odnaša še dlje od njegove ljubke papirnate plesavke. Kdo je? Se je iz mraka oglasil rezek glas. To je moj kanal. Če hočeš po tej poti, moraš plačati. Podgana z zamaščenim kožuhom je zamahnila s kremplji proti kositernemu vojaku, a je bil papirnati čolniček že izven dosega njenih šap. Voda ga je nesla naprej po kanalu. Čez nekaj časa je vojak v daljavi zagledal krog svetlobe. Voda je tekla vse hitreje ter nosila čolniček proti svetlobi. Kositernemu vojaku se je kar vrtelo v glavi, ko je gledal, kako veje in smeti padajo čez rob odprtine v širši kanal spodaj. Voda je oglušujoče bobnela. To je konec, je rekel vojak, ko se je čolniček približal robu kanala. Konec je z mano. Pokončno, vojak. Pogumno sprejmi svojo usodo. Nikakor ni mogel ubežati. Čolniček se je nagnil naprej, nato pa strmoglavil. Obračalo ga je in premetavalo ter nosilo vse globlje proti vrtincu. Kositerni vojak je pokončno držal mušketo in se izprsil. Prepričan je bil, da nikoli več ne bo videl lepe balerine, a njena lepota mu je dala moč, ki jo je potreboval, da je strumno stal naprej. Čolniček je padal v razburkan kanal in kositerni vojak je začutil, kako mu je glavo zalila ledena voda. Papir čolnička se je premočil, se spremenil v mehko kašo ter razpadel. Vojak je tonil, nemočen in sam. Mimo njega je hušknila velikanska srebrnkasta pojava, luske so se ji lesketale po mraku, sijoče oči švigale sem ter tja. Ham! Riba je pogoltnila vojaka, razširila škrge ter se pognala nazaj v globino, odkuder je prišla. V ribinem trebuhu je bilo še temneje kot v škatli s tovariši. Vojak je bil prestrašen, težko je dihal, a je še naprej pokončno stal. Nekako mu je uspelo, da si je poravnal klobuk in mušketo prislonil nazaj na ramo. Vojak sem, si je rekel. Moja dolžnost je, da sem neustrašen. Riba se je zvijala in obračala po vodi. Ob tem je vojaka premetavalo in stiskalo. In ko je ravno mislil, da ga bo zdrobilo, se je riba umirila. Vojak je čakal, dolgo. Ni vpil, niti zaprl oči. V ribi trebuh je zarezal nož in nenadoma je bilo svetlo. Sveta nebesa, je zavpil glas. Naš izgubljeni vojak! Vojak je pomežiknil in se razgledal naokoli. Namesto v kanalu se je znašel na pultu ob brbotajočem štedilniku. Debelušna kuharica s pordelimi lici je presenečeno strmela van. Čez njeno ramo je pogledala služkinja. Kositerni vojak je v njej prepoznal tisto dekle, ki je odprlo okno v igralni sobi. Kakšno naključje, je dahnil. Vrnil sem se tja, ker sem začel. Igračko je služkinja hitro umila in je odnesla nazaj v igralno sobo. Fantek se je tega vojaka neizmerno razveselil. Spravil te bom tja, ker te bom vedno videl, je odločil in vojaka postavil k gradu. Kositerni vojak je visoko dvignil glavo. In ko je pogledal na drugo stran in videl, da tam še vedno stoji tudi balerina, mu je od sreče skoraj počilo srce. Na prsih se je lesketala drobcena zvezda, okoli nje pa šelestelo koplenasto krilce. Še nikoli ni bila videti tako očarljiva. Vojak in balerina sta si hrepeneče zrla v oči. Veliko fantkovih prijateljev se je prišlo ogledati pogumnega kositernega vojaka. Ko jim je fantek povedal, da so ga odkrili v ribinem trebuhu, so obnemeli. Enemu od fantov pa ni bilo všeč, da je vojaček deležen tolikšne pozornosti. Brezobzirno ga je zgrabil in zagnal v ogenj. Ne! Fantek je iztegnil roko, da bi rešil vojaka, pa je bilo žal prepozno.
Figurica se je že topila v plamenih. Balerina je nemočno gledala z mize, ujeta v elegantno pozo. Stanovitni kositrni vojak je še zadnjič pokončno stal. V njegovih očeh ni bilo jeze, le ljubezen in naklonjenost do papirnate plesavke. Tedaj pa se je skozi okno prikradal piš vetra in zajel balerino. Odfrčala je skozi zrak kot pero, nato pa zajadrala k vojaku v plamene. Papir je za trenutek zažarel ter izginil. Takrat se je tudi kositrni vojak stopil med premog. Naslednji dan je prišla služkinja kot običajno očistiti mrežo peči. Med pepelom pa je zagledala 2 majceni dragocenosti. Srce narejeno iz kositra in lesketajoča se zvezda, je vzkliknila ter jo izbrskala iz sivega prahu. Kako sta ljubka, shranila jo bom. Služkinja je pihnila prah srca in zvezde ter jo spravila v svoj medaljon. Drobca kositrnega vojaka in njegove papirnate balerine sta bila končno skupaj. Tale kositrni vojak je imel pa res voljo do življenja. Odlično. Mislim, da ga je k temu navdihovala tudi prikupna balerina, ki mu je ukradla srce in mu v težkih trenutkih stala ob strani, kot dobra vila in mu dala moč, da se ponovno pobere. Ljubezen v pravem pomenu besede. In na koncu sta skupaj še danes. Zelo prijetna pravljica. Otroci, lepo brskajte še med ostalimi Andersenovimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku čakajo le na vas. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ena izmed najlepših pravljic slovitega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena je zagotovo pravljica z naslovom Palčica. Izjemno majhna deklica se je na poti do sreče srečala s številnimi preprekami. Le kako se je končala ta pravljica? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo ter prisluhnemo pravljici z naslovom Palčica. Nekoč je živela žena, ki si je nadvse želela otroka. Toda leta so minevala, ona pa nikakor ni mogla postati mati. Zato je nazadnje odšla k stari čarovnici in ji rekla: tako si želim imeti hčerkico. Mi lahko poveš, kako naj jo dobim? Seveda, je odgovorila čarovnica. Vzami to ječmenovo zrno. Toda vedi, da to ni navadno zrno, kakršno raste po poljih. Posadi ga v cvetlični lonček in videla boš, kaj se bo zgodilo. Žena je dala čarovnici za nagrado 12 krajcarjev, ter vsa vesela in srečna odšla domov, da posadi zrno. Ko je prišla domov, je naredila vse tako, kot je naročila čarovnica. Ječmenovo zrno je posadila v cvetlični lonček in takoj je seme vzklilo. Iz njega pa je zrasla velika in nenavadna cvetlica, podobna tulipanu. Žena jo je vsa prevzeta gledala in se čudila njeni lepoti. Kako ljubka cvetlica, je rekla, se sklonila in jo poljubila. V tistem trenutku je v cvetnem popku nekaj počilo in cvetni listi so se čudežno razprli. Žena ni mogla verjeti svojim očem. Pred njo je bilo uresničenje njenih sanj. Cvetlica je bila res tulipan, v njegovi kronici pa je na zelenem stolčku sedela deklica. Čisto majcena je bila, nič večja od pavca, zato je žena dala ime Palčica. To je bila hčerka, ki se je vsa ta leta tako želela. Žena je bila presrečna, čeprav je bila Palčica najmanjše dete na svetu.
ljubkovala jo je, jo ujčkala, skrbela zanjo in uživala v vsakem trenutku, ki ga je preživela z njo. Ponoči je palčica spala v zibelki iz orehove lupine, na žimnici iz sinjih vijolic in odeta z listom vrtnice. Podnevi pa se je igrala kot vsi otroci. Toda palčica je bila zelo majhna in mati se je morala domisliti, kako na svoji deklici naredi prostor za igro. Zato je na mizo postavila krožnik z vodo, okrog njega pa je potresla raznobarvno cvetje. To je bilo za palčico pravo pravcato jezero. Plula je po krožniku na tulipanovem listu, ki je bil kot čoln, 2 konjski dlaki pa sta ji služili kot vesla. Cele dneve je preživljala v tem nenavadnem čolničku in jadrala z enega konca krožnika na drugega, kot da sta ob obali čarobnega jezera. Palčica je bila zares srečna in je po cele dneve prepevala s tako lepim, nežnim in čarobnim glasom, kakršnega dotlej ni slišal še nihče. Toda neke noči, ko je palčica spala v svoji zibelki, je skozi okno prišla ogromna krastača, vsa sluzasta in grda. Skočila je na mizo in pogledala v orehovo lupino, v kateri je spala deklica, pokrita z rožnim listom. Vraga, to bo lepa žena mojemu sinu, je navdušeno vzkliknila žaba, takoj ko je zagledala palčico. Potem je pograbila zibelko iz orehove lupine in skočila skozi okno na vrt. Sredi vrta je tekla rečica, na njenem blatnem in močvirnatem bregu pa je živela žaba s sinom, ki je bil grd kot njegova mati. Kvak, 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 je zakvakcal žabec, takoj ko je zagledal palčico. Tiho, zbudil jo boš in ušla nama bo, ga je uštela stara žaba. Lahka je kot labodji puh, zato jo bova odnesla na sredo rečice in jo odložila na širok lokvanjev list. Ker je tako majhna, bo to zanjo kot pravi otok. Z njega ne bo mogla uiti, jaz pa jo bom med tem v barju pripravila udobno gnezdo, kjer se bosta namestila po poroki. V rečici je raslo veliko lokvanjev in njihovi široki listi so plavali na gladini, največji je bil najdlje od brega. Žaba je zaplavala do njega in doložila nanj orehovo lupino. Palčica je ves ta čas mirno spala in niti slutila ni, kaj se dogaja. Ko se je mala deklica zbudila, ni mogla verjeti svojim očem. Njena posteljica je stala na listu lokvanja, sredi reke, da je komaj videla do brega v daljavi. Njena hiša in mati sta izginili brez sledu in uboga deklica je zajokala od strahu. Kmalu sta se pred njo pojavila grda žaba in njen prav tako grozni sin. Ko je palčica spala, je žaba iz rumenih lokvanjev in trsk naredila hišo za svojega sina in njegovo bodočo nevesto. Zdaj sta hotela posteljico iz orehove lupine prenesti v poročno izbo. Krastača se je poklonila objokani palčici in rekla: To je moj sin, tvoj bodoči mož. Z njim bo živela pri nas v barju. Kvak, 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 se je oglasil tudi mladi žabec, ki ni znal povedati ničesar drugega. Palčica ni mogla spregovoriti niti besede. Mislila je, da se ji vse to samo sanja in zgroženo gledala, kako sta vzela njeno posteljico in zaplavala proti bregu. Palčica tako ostala sama na listu lokvanja. Šele tedaj je prav dojela, kaj je povedala žaba in je še bolj zajokala. Ni želela ostati pri tej grdavši in se poročiti z njenim ostudnim sinom. Vse to pa so slišale ribice, ki so plavale v reki. Pogledale so iz vode, da bi si ogledale bodočo nevesto. In ko so videli, kako lepa in žalostna je, jim je postalo hudo, da se bo morala tako zala deklica poročiti žabcem in živeti med krastačami. Odločile so se, da bodo to preprečile in so poklicale še druge ribe na pomoč. Skupaj so pregrizle pecelj, s katerim se je lokvan držal rastline, tako da je ta kot čolniček zdrsel po reki navzdol. Rečni tok, ki je nosil nenavadni čoln s še bolj nenavadno potnico, je bil zelo močan
in palčica je hitro plula. Žaba je zdaj nikakor ni več mogla dobiti in je bila zelo jezna, ker se je načrt o sinovi ženitvi izjalovil. Palčica je jadrala vse dlje in dlje. Z bregov so jo opazovale ptice, ki so bile tako očarane nad njo, da so izpesnile pesem, in od nekod je preletel tudi čudovit bel metuljček. Palčica mu je bila zelo všeč in se kar ni odmaknil od nje. In čez čas se je palčica nečesa domislila. Odpela si je pas, en konec ovila okrog metuljčka, drugega pa privezala na list lokvanja in njen čolniček je zaplul še hitreje. Toda palčica ni dolgo uživala v plovbi in veselju, da je ubežala žabi. Nenadoma je namreč mimo preletel velik majski hrošč, ki mu je bila palčica že na prvi pogled močno všeč. Zgrabil jo je okrog pasu in jo odnesel na drevo. Kako se je uboga majhna deklica prestrašila, srce ji je divje razbijalo, ko je s to grozno žuželko letela vse višje. Lokvanjev list, na katerega je bil metulj še vedno privezan, pa je jadral naprej. Palčico je pekla vest, saj ga je ona privezala nanj. Če se ne bo mogel rešiti pasu, s katerim je privezan lokvanj, bo poginil od lakata in samo jaz bom kriva za to, je pomislila žalostna in prestrašena deklica. Palčica je neutolažljivo jokala, majski hrošč pa se ni prav nič zmenil za to. Posadil jo je na visoko drevo, jo nahranil sladko cvetlično medičino in ji rekel, da mu je zelo všeč, čeprav ni niti malo podobna hrošču. Čez čas so prišli v goste še drugi majski hrošči, ki so živeli na tistem drevesu, in njihove žene so z zanimanjem opazovale palčico. Samo 2 nog ima, so govorile. In te palk sploh nima, so rekle druge. Pa tako suha je, so se čudile tretje, na koncu pa so vse skupaj sklenila, kako je grda. Tedaj se je tudi majski hrošč, ki je ugrabil palčico, strinjal in spoznal, da deklica pravzaprav sploh ne potrebuje, če je tako grda, kot pravijo. Zato jo odnesel na tla in jo pustil popolnoma samo na cvetu kamilice. Palčica je sedela na cvetu in jokala. Zelo jo je prizadelo, ker so jo majski hrošči nagnali in mislila je, da je res grda, čeprav je bila v resnici prava krasotica. Vse poletje je preživela povsem sama v gozdu. Iz travnih bilk si je spletla posteljico in je obesila pod velik repuhov list, da jo je varoval pred dežjem, jedla je sladko medičino in pila roso, ki se je nabirala na listih. Tako sta minila poletje in jesen in bližala se je zima. Narava je spremenila svojo podobo. Ptice so odletele v toplejše kraje, cvetje je ovenelo, velik repuhov list, pod katerim je živela, pa se je čisto posušil. Prišla je dolga in mrzla zima. Palčica pa je bila sama in nemočna. Začelo je snežiti in palčica je drgetala od mraza. Oblekica se je raztrgala, toplih oblačil ni imela, da bi se zavila vanje, in vsaka snežinka je bila zanjo veliko, kakor za palec, kot snežni plaz. Našla je uvel list in se zavila vanj, toda še naprej jo je treslo od mraza. Sklenila je, da bo zapustila gozd in si poiskala toplo zavetje. Toda palčica ni vedela, da je za gozdom veliko žitno polje, na katerem je po žetvi ostalo samo strnišče. Tam je bilo še bolj mrzlo kot v gozdu in uboga deklica je bila že vsa modra od mraza. Komaj je še hodila, zobje so ji šklepetali, spotikala se je ob ostanke žitnih bilk, toda nazaj ni več mogla. Čez nekaj časa je vsa prezebla in lačna prispela do luknje, v kateri je živela poljska miška. Kakor beračica je potrkala na vrata in ko je miška odprla, jo je palčica prosila za kakšno ječmenovo zrno, ker že 2 dni ni pojedla ničesar. Ja, uboga revica, je sočutno rekla dobrosrčna stara miška. Pridi noter, da se pogreješ, ti dam kaj za podzob. Palčica se je tresla kot šiba na vodi, ko je pred seboj zagledala prostorno, udobno in toplo izbo, v kateri je živela miška. Ko se je palčica pogrela in nasitila,
ji je miška rekla: ostani pri meni čez zimo. Jaz nama bom pripravljala hrano, ti pa mi boš pomagala pospravljati hiško in pripovedovala zgodbe, ker jih zelo rada poslušam. Palčica je bila zelo zadovoljna. Pripovedovala je miški zgodbe in živela v njenem toplem domu. Toda nekega dne ji je miška povedala, da v goste prihaja sosed Krt, premožen, učen gospod, s katerim se mora palčica poročiti. Palčica je bila obupana. Čeprav je bil gospod bogat in ugleden in je imel veliko hišo, v kateri bi bila na varnem, se ni hotela poročiti z njim, ker je bil Krt. Kmalu se je sosed res oglasil v miškinem domu. Bil je oglajen, važen, v prelepem žametnem kožuhu in palčica je morala ubogati miško, ki je naročila, naj mu poje pesmi, ker je bil sosed slep in je ni mogel videti. Gospod Krt je bil očaran nad palčinim lepim glasom in se je takoj zaljubil vanjo, čeprav ji tega seveda ni povedal. Čez nekaj časa je skopal dolg rov od svoje hiše do miškine luknje in jo povabil na sprehod. Sosed Krt ni prenesel ne sonca, ne cvetja. Odlično pa se je znašel v temnih hodnikih, toda vedel je, da bo za sprehod z damama potreboval luč. Vzel je kos trhlega lesa, ki ga je prižgal kot baklo in kot pravi gospod hodil spredaj, da je svojima spremljevalkama osvetljeval pot. Rov je bil dolg in širok in nenavadni popotniki so se počasi pomikali naprej, toda nekje na pol poti se je gospod Krt nenadoma ustavil in rekel: tukaj leži nekakšen ptič, ampak ne bojte se, ker je mrtev. Miška in palčica sta začudeno opazovali svojega spremljevalca, ki je s koničastim smrčkom izvrtal luknjo na stropu. Sončni žarek je posijal v temni rov in palčica je na tleh zagledala negibno telo nemočne ptice. Bila je lastovka, ki je gotovo poginila pred kratkim, na začetku mrzle zime, ker je padla v krtino. Krila je imela tesno stisnjena k telesu, noge in glavo pa je skrivala pod perjem. Uboga lastovka, je pomislila palčica, gotovo je umrla od mraza. Palčici je bilo zelo žal za lastovko, ker je imela za razliko od Krta zelo rada ptice. Vse poletje so jo razvajale in bodrile s svojim petjem. Gospod Krt je dregnil lastovko z leseno palico in brezčutno rekel: ta ptič ne bo več pel. Že ne bi hotel se roditi kot ptič. Po cele dneve samo čivkajo in če ne odletijo v tople kraje, ko pride zima, poginejo od mraza in lakote. Miška se je strinjala s Krtom, palčica pa je ostala tiho. Toda ko sta Krt in miška ptički obrnila hrbet, se je palčica sklonila, lastovki je razmaknila perje na glavi in jo poljubila med oči. Mogoče je to prav tista lastovka, je pomislila palčica, ki mi je poleti tako lepo prepevala. Koliko sreče si mi s tem prinesla, draga ptička, je govorila sama pri sebi. Ni minilo dolgo in gospod Krt je zadelal luknjo na stropu ter sopotnici pospremil domov. Tisto noč palčica ni mogla zatisniti očesa, ker je kar naprej mislila na ubogo ptico. Vstala je iz postelje, iz sena je spletla veliko pregrinjalo in odšla k lastovki. Pokrila jo je s pregrinjalom iz mehkega mahu, ki ga je prinesla iz mišje luknje, pa ji je naredila udobno posteljo. Z Bogom, mila lastovka, hvala ti za prečudovite pesmi, ki si mi jih prepevala, je nežno rekla. Potem je sklonila glavo ptici na prsti in nenadoma trznila od strahu. V lastovkinih prsih je nekaj bilo. Palčica ni mogla verjeti svojim ušesom. Ubogi živalci je še utripalo srce. Ptička ni bila mrtva, samo otrpnila je od mraza. Palčico je bilo malo strah, ker je bila ptica kot velikan v primerjavi z njo, toda bila je tudi zelo srečna. Še tesneje je zavila pregrinjalo okrog uboge ptice in ko je naslednjo noč spet skrivoma prišla do lastovke, je ta že lahko govorila. Palčica je vso zimo negovala lastovko, pitala jo je z ječmenom, prinašala je vodo, dokler se ni ptica ukrepila in je zunaj mraz popustil. Ne Krtu,
Ne miški, ni palčica ničesar povedala, ker nista marala ptic. Lastovka je bila svoji dobrotnici silno hvaležna, toda prišla je pomlad in čas, da se poslovita. Palčica je predrla luknjo v stropu, kot je to že enkrat prej naredil gospod Krt, in izhod iz krtine je bil prost. Ko sta se poslavljali, je lastovka palčico vprašala, ali bi želela oditi z njo. Samo na hrbet naj se ji usede in odnesla jo bo, kamor želi, je ponudila. Toda palčica ni hotela razžalostiti poljske miške z nenadnim odhodom, zato je prijazni ptici rekla, da ne more oditi z njo. Lastovka je razprla krila, prhnila je skozi luknjo in poletela proti svobodi in neskončnemu modremu nebu. Palčica je dolgo gledala za njo in ji mahala, dokler ni ptica izginila nad gozdom, njej pa so po licih tekle debele solze. Palčica je ostala pri miški, toda njeno življenje ni bilo več kot prej. Čeprav je bilo zunaj sončno in toplo, ji miška ni dovolila zapustiti luknje, ki je bila zdaj obdana z žitnim klasjem, kakor z neprehodnim gozdom. Potem pa je nekega dne prišel gospod Krt in palčico zaprosil za roko. Omožila se boš z gospodom Krtom, je dejala miška, in pripraviti si moraš balo za poroko. Uboga palčica je morala cele dneve presti, miška pa je zaposlila 4 pajke, ki so dan in noč tkali. Gospod Krt je prihajal vsak večer in pripovedoval o svadbi, ki jo bo priredil, takoj ko poletje mine. Palčica je bila obupana in je kar naprej jokala, ker se ni hotela poročiti s Krtom. Vsako jutro in večer je odšla do vrat mišje luknje in medtem, ko je veter razmikal klasje, je hrepeneče opazovala košček modrega neba in razmišljala, kako lepo je na svobodi, kjer je zdaj njena draga lastovka. Toda v ptici ni bilo ne duha, ne sluha. Prišla je jesen. Palčičina bala je bila pripravljena in miška je rekla: čez 4 tedne bo svadba, poročila se boš z gospodom Krtom. Palčica je bruhnila v jok, ni mogla več zdržati in je miški prvič rekla, da se noče poročiti. Neumnost, ne bodi notrmasta, se je ujezila miška, sicer te bom ugriznila s svojim belim zobom. Kaj pa je narobe, če se poroči z gospodom Krtom? Takšen kožuh imajo samo kraljice in hišo ima polno vsega. Bodi srečna, da te želi vzeti za ženo. Palčica ni imela izbire. Morala se bo preseliti v krtino in postati gospa Krtova. Toda najtežje je bilo, ko je pomislila, da nikoli več ne bo videla sonca, ker ji Krt ne bo pustil hoditi na plano. Bila je neutolažljiva. Na dan poroke je še zadnjič odšla na svetlo, da poslednjič pogleda sonce, potem pa se zavedno poslovi od njega. Žito je bilo spet požeto kot takrat, ko je prišla k miški in iz tal je štrlelo le še suho strnišče. Palčica je stopila iz mišje luknje, usmerila pogled k soncu, razširila roke, kot da bi ga hotela objeti in rekla: z Bogom, moje ljubo sončece. Potem je nedaleč od sebe zagledala majhno rdečo cvetko. Stopila je do nje, jo objela in žalostno dahnila. Cvetka, pozdravi mojo malo lastovko, če jo boš videla. Komaj pa je to izrekla, je zaslišala čivkanje in dvignila pogled. Ob tem, kar je videla, je ostala brez besed. Njena draga lastovka je krožila nad njo. Tudi lastovka je bila srečna, ko je zagledala svojo drago deklico. Palčica ji je v solzah povedala, da jo želijo proti njeni volji poročiti z groznim gospodom Krtom, ki živi globoko pod zemljo, kamor sonce nikoli ne posije. Kmalu bo zima, ji je tedaj rekla lastovka. V toplejše kraje moram. Pridi z menoj, draga moja deklica. Življenje si mi rešila. Splezaj mi na hrbet, trdno se priveži s pasom in odšli bova daleč stran od Krta. Odleteli bova čez sinje morje, tja, kjer je vedno poletje in kjer sonce najmočneje sije. Palčica si je obrisala solze, povzpela se je na hrbet drage ptice in se privezala s pasom.
Potem je lastovka kot blisk švignila visoko v zrak ter letela čez mračne gozdove, sinje morje in visoke zasnežene gore. Zavita v topel puh svoje rešiteljice, je palčica opazovala nenavadne pokrajine in se čudila njihovi lepoti. Po dolgem potovanju sta deklica in ptica nazadnje prispeli v toplejše kraje. Sonce je sijalo močneje, nebo je bilo višje, vsa dežela pa je bila ovita v zelenje. Naokoli so rasli limonovci in pomarančevci, povsod se je širil opojen vonj mete, otroci pa so tekali po stezah in lovili metulje. Lastovka je letela naprej in naprej, vse do obale nenavadno modrega jezera, obdanega z bujnim drevjem, kjer se je dvigalo obzidje starega gradu iz belega marmorja. Stebre je prekrivala vinska trta, povsem na vrhu gradu pod streho pa je bila množica lastovičjih gnezd. Eno od njih je pripadalo palčičini lastovki. Prispeli sva na moj dom, je rekla lastovka svoji prijateljici. Spodaj so čudovite cvetlice, izberi si eno, v kateri boš živela. Palčica je bila tako očarana nad prizorom, da je kar zaploskala. Lastovka je spustila na velik bel cvet, tedaj pa je palčica zagledala nekaj zelo nenavadnega. Na cvetu je sedel možiček, tako bel in prosujen, kot da bi bil iz stekla. Na hrbtu so mu trepetala tanka krila, na glavi pa mu je sedela zlata kronica. To je bil kralj vilincev. Kralj je bil tako majhen kot palčica in sprva se je ustrašil ogromne lastovke. Toda ko je pred seboj zagledal palčico, je bil ves očaran. Še nikoli ni videl tako lepe deklice. In tudi palčici je bil vilinec všeč. Kako je lep, je šepnila lastovki, takoj ko ga je zagledala. Kralj je prišel do palčice, se ji globoko poklonil, potem pa si je na njeno veliko presenečenje snel krono in jo položil na njeno glavo. Nato je vprašal, kako je ime. Palčica, je odgovorila deklica. Draga palčica, je rekel vilinec, želiš postati moja žena in kraljica teh cvetlic? Palčica je bila presenečena. Kralj vilincev je bil nekaj povsem drugega od groznega krastačnega sina in gospoda Krta, ki ni maral ne sonca, ne cvetja. Gotovo bo dober mož, je pomislila palčica in privolila, da postane njegova žena. Takoj, ko je palčica rekla da, so iz cvetov povsod naokoli prileteli vilinci, tako lepi, da jih je bilo veselje gledati. Vsak od njih je imel darilo za palčico, njihovo bodočo kraljico. Darovi so bili res prečudoviti, toda eden je bil še prav poseben. To je bil par kril, podobnih tistim, ki jih je imel kralj. Vilinci so jih pritrdili palčici na ramena, da tudi ona lahko letala od cveta do cveta. Palčica je bila presrečna. Zdaj je lahko po mili volji uživala v cvetju in sončnih žarkih. To si je od nekdaj najbolj želela. Vsi so se radostili, se veselili in njihovi sreči ni bilo konca. Lastovka je sedela visoko v svojem gnezdu. Gledala je, kako vilinski kralj in njena draga palčica letata s cveta na cvet in ves čas jima je prepevala najlepše pesmi, kar jih je poznala. Vedela je, da se bo morala kmalu ločiti od drage deklice, ki je rešila življenje, in to jo je žalostilo, toda po drugi strani jo je veselilo, da je palčica naposled srečna. Dnevi so minevali in ko je v hladnejše kraje končno prišla pomlad, je bila lastovka pripravljena na vrnitev v svojo domovino Dansko. Z Bogom, se je poslovila od vilinskega kralja in palčice, potem pa je poletela pod nebo in proti svoji deželi. Poleg marmornega gradu pa je imela lastovka gnezdo tudi v svoji domovini, in to ravno pod oknom nekega moža, ki je znal čudovito pripovedovati pravljice. Ko se je lastovka oglasila pri njem, mu je izčivkala zgode in zgode majcene deklice, ki je tako prirasla k srcu, ker je tisto mrzlo zimo rešila življenje.
Vse mu je podrobno povedala in tako smo od njega izvedeli zgodbo o palčici, mali deklici, ki je imela veliko srce. Palčica, kako drobna, a izjemno srčno dekletce, ki je svojo dobroto, ljubeznijo in vztrajnostjo prišla do svojega princa, ki ga je ves čas iskala, čeprav tega niti vedela ni. A vendar so jo vse odločitve pripeljale ravno do njega, ter do njune skupne sreče. Res prijetna pravljica. Otroci, ne pozabite pobrskati še med ostalimi Andersenovimi pravljicami, ki vas čakajo v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo nekam odšli, namreč tukaj nas čaka kovček. A veste, kam bomo odšli? V svet pravljic. Ja, tako je. In za današnjo pravljico sem izbrala pravljico Hansa Christiana Andersena z naslovom Leteči kovček. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Nekoč je živel priden trgovec. Prislužil si je tako veliko premoženje, da bi lahko s srebrniki tlakoval vso svojo ulico in še lep kos rodnega mesta povrh. Zelo dobro je znal gospodariti z denarjem. Kamor je vložil srebrnik, se mu je zagotovo povrnil zlatnik. Ko je umrl, je vse bogastvo dobil njegov sin. Ampak vse, kar je oče s trudom ustvaril, je sin zelo hitro zapravljal. Vsako noč je s prijatelji odhajal na razkošne zabave. Iz bankovcev je delal papirnate aviončke, zlatniki je delal žabice na vodi. In tako je precej hitro ves denar pošel. Od ogromnega bogastva, ki mu ga je zapustil oče, je sinu ostalo nekaj novčičev, od vseh oblačil pa stara, ponošena halja, od številnih obuval pa le raztrgani copati. Zdaj, ko je ostal brez prebite pare, so ga zapustili tudi prijatelji. Sramovali so se ga in niso hoteli, da bi jih to videl skupaj z njim na ulici. Niti na misel jim ni prišlo, da bi mu pomagali sedaj, ko je bil v težavah. Nihče več se ni spominjal veseljačenja in zapravljanja. En sam se je našel, ki je imel toliko srca, da mu je poslal stari kovček in sporočilo. Pojdi na pot in išči srečo kje drugje, čim dlje od tod. To je bila lepa gesta, ampak mladenič ni imel kaj pakirati. Ogrnil se je v haljo, obuc copate in kar sam sedel v kovček. Vendar to ni bil navaden kovček. Takoj, ko je mladenič zaprl pokrov, je kovček poletel. In tako je trgovčev sin v kovčku sfrčal skozi okno, visoko nad oblake in potem dalje in dalje. Kovček je bil star in pod mladeničevo težo je dno začelo pokati. Škripal je na vseh koncih. Fant se je prestrašil, da bo padel ven in do zemlje je bilo salaminsko daleč. Vseeno je užival. Letel je nad zelo zanimivimi deželami in na koncu prispel v Turčijo. Pristal je v temnem gozdu. Kovček je skril pod neko staro veliko drevo in odšel v mesto. Brez strahu se je lahko sprehajal, saj so po ulicah vsi hodili v copatih in svilenih hišnih haljah, prav tako kot on. Kar ves dan se je potepal po mestu, ga opazoval in občudoval. Tako je naletel na ogromno čudovito palačo z zlatimi strehami. Ustavil je ženico, ki mu je prišla naproti in jo vprašal. Povej mi, turška babica, čigav je ta dvorec s temi lepimi visokimi okni? O, v njem domuje sultanova hči, je odgovorila neznanka. Prerokovali so ji, da bo zelo nesrečna, ko se bo poročila. Zato sedaj nihče ne sme k njej, če mu sultan in njegova žena posebej ne dovolita. Prav, hvala lepa, je rekel trgovčev sin. Hitro se je vrnil v gozd do starega drevesa, skočil je v svoj kovček in odletel naravnost na dvor. Tam se je vtihotapil v sobo mlade princese. Ležala je v svoji posteli in spala.
tako je bila lepa, da se trgovčev sin ni mogel zadržati. Sklonil se je k njej in jo poljubil. Princesa se je prebudila in se silno prestrašila. Fant pa ji je pojasnil, da je angel z neba, ki ga je poslal sam prerok. To jo je pomirilo. Obiskovalec ji je bil všeč. Sedel je na njeno posteljo in ji govoril o njeni lepoti. Rekel je, da sta njeni očesi dve čudoviti temni jezerci, po katerih njene misli plovejo kot morske vile. Opisoval je njeno čelo. Povedal je, da je kot čudoviti snežni vrh, ki prekriva najlepše dvorane in podobe. Potem ji je pripovedoval o štorkljah, ki prinašajo čudovite majcene otročaje. Na koncu jo je zaprosil, naj postane njegova žena. Dekle je takoj pristalo. Vrniti se moraš v soboto. Takrat bosta sultan in sultanica prišla k meni na čaj. Gotovo bosta zelo ponosna, ker se bo njuna hči poročila z angelom. Posebej se moraš potruditi in jima povedati kakšno lepo bajko, saj imata to najraje od vsega. Mama ima rada poučne zgodbe, oče pa bolj vedre, ker se želi čim več smejati. Potem sta se poslovila. Princesa je fantu poklonila z zlatniki okovano sabljo in odletel je. Takoj si je šel kupiti novo obleko. Potem je sredi gozda sedel na štor in si pričel izmišljevati zgodbe, s katerimi bi očaral dekličine starše. To ni bilo enostavno. No, do sobote si je vseeno izmislil zgodbo in odšel k princesi. Tega dne so se vsi dvorjani z ženami zbrali v palači. Prišli so na čaj. Spremljala sta jih sultan in sultanica. Še posebej ljubezniva sta bila s trgovčevim sinom. In zdaj nam povejte kakšno lepo zgodbico, je poprosila sultanica. Rada bi slišala kaj resnega in poučnega. A tudi vesela mora biti, je dodal sultan, da se bomo dobro nasmejali. Prav, je rekel mladenič, z veseljem. In je začel. Nekoč je živela škatlica vžigalic. Vžigalice so bile zelo ponosne na svoje poreklo. Njihov prednik je bil velik bor iz gozda, zdaj pa so ležale na kuhinjski polici med železnim loncem in kresilom. Sosedoma so nenehno govorile o časih, ko so živele kot zelene veje pod sončnimi žarki, pile čaj iz jutranje rose in poslušale prelepo ptičje žvrgolenje. No, nekoč so žal prišli drvari in deblo posekali, veje obtesali in iz nekaterih kasneje napravili vžigalice. Njihova naloga bo usipati svetlobo v mrak. Zato zdaj čakajo na kuhinjski polici, da bodo nekoč zasijale. Potem je svojo zgodbo povedal še stari lonec. Odkar je prišel na svet, ga postavljajo na ogenj. On pa ostaja čvrst in vse to prenese. Lepo mu je le takrat, ko ga očistijo in ga lepo postavijo na polico. Težko mu je, da gre le redko na sprehod. Samo takrat, kadar gresta z vedrom skupaj po vodo. Komaj pa je lonec umolknil, že je poskočilo kresilo in ga pokaralo, naj vendar ne govori toliko. Potem je predlagalo, da bi se vsi skupaj poveselili, vmes pa se pogovorili, kdo je najbolj imeniten med vsemi. Krožniki so zacingljali, da se strinjajo. Stara skodela je začela pripovedovati, da prihaja z obal Baltskega morja, ker so jo v imenitni družini lepo vzdrževali in čistili. Ta ženska zgodba je bila zelo všeč metlici. In takoj zatem je vedro začelo veselo pljuskati vodo naokoli. Krožniki so spet zacingljali, greblica je zaplesala. Prevleke na stolih pa so popokale od smeha. Samovar je zapel s svojim globokim basom. In nekdo je predlagal, da bi povabili slavca iz vrta, da bi pela v duetu. No, večini to ni bilo prav. Tujci pač ne smejo sodelovati v zabavi znotraj kuhinjskih zidov. In medtem, ko je velika košara vse oštevala zaradi velikanskega hrupa, se je domov vrnila gospodinjska pomočnica. Vse stvari so se hitro umaknile nazaj na svoja mesta in umolknile. Vsakdo je bil zase prepričan, da je dokazal, kako je najbolj imeniten med vsemi. Pomočnica je segla po vžigalicah in zakurila v peči, da je ogenj veselo vzplapolal. Sedaj vsi vidijo, da smo mi najimenitnejše, so pomislile vžigalice in pogorele. Kako lepa zgodba,
je vzdihnila sultanica, ko je mladenič končal. Med poslušanjem sem res uživala. Mislim, da si zaslužiš našo hčer. Tako je sultan radostno pritrdil. Svadba bo v ponedeljek. Objeli so mladeniča in ga pričeli tikati, saj je bilo jasno, da bo prišel v družino. Dan svadbe je bil določen in takoj so začeli krasiti mesto. Ljudem so delili okraske in slaščice. Otroci so navdušeni tekali naokrog, skakali in vse povprek kričali: Hura! Hura! Tudi jaz bi moral kaj storiti, je pomislil trgovčev sin. Konec koncev, to je vendar moja svadba. Krenil je v nakupe. Kupil je rakete, petarde in vse, kar je sodilo k ognjemetu. Vse je zbasal v svoj kovček in poletel nad mesto. Pričelo se je pokanje, grmenje in čudovita svetloba je preplavila nočno nebo. Vsi Turki so poskakali na noge. Česa takega še niso videli v življenju. Prepričani so bili, da je gospodar neba prišel po njihovo princeso. In ko je trgovčev sin spet pristal v gozdu, je pomislil: šel bom v mesto in prisluhnil, kaj govorijo ljudje. Kaj vse mu je prišlo na ušesa? Kogarkoli je kaj vprašal, vsakdo mu je odgovarjal drugače, kaj je videl. Ampak vsem se je zdelo prečudovito. Sam prerok se je peljal čez nebo, je vznemirjeno razlagal eden. Oči je imel kot zvezde in brado kot peno na vodi, je dodajal drugi. Imel je ognjeni plašč, je trdil tretji. Iz njegovih gub so veselo kukali najlepši angeli. In ko se je naposlušal zgodb, se je vrnil v gozd. Moral bi poleteti na dvor in na svadbo, a pod starim drevesom, groza, niti sledu o kovčku. Pač, popolnoma je pogorel. Iskra iz ognjemeta ga je zadela, pričela tleti, in ko je mladenič po ognjemetu odšel v mesto, je kovček zagorel z visokim plamenom in se spremenil v kupček pepela. Trgovčev sin je bil obupan. Ni mogel več leteti in ni mogel več k svoji ljubljeni zaročenki, prelepi princesi. Princesa je ves dan sedela na strehi dvorca in čakala. Še danes ga čaka. On pa potuje po svetu in pripoveduje zgodbe. Lepe so, a ne več tako vesele kot včasih. No, tako. Pa smo poleteli v Turčijo. Ampak žal se tale pravljica ni končala s tako srečnim koncem, kot smo pričakovali, kaj ne? Ampak kljub temu, mislim, da je deček s kovčkom navdušil ljudi in morda jih navdušuje še danes. Zagotovo. Tako, to je bila današnja pravljica. Če želite slišati še kakšno pravljico, pa predlagam, da kliknete na moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Lepo se imejte in čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Zimski čas je čas veselja, čas ljubezni, čas topline. In v objemu naših družin je vse lepo in tako, kot mora biti. In današnja pravljica je zagotovo nekaj posebnega, saj je napisal zelo znani pisatelj Hans Christian Andersen. Naslov pravljice, ki sem jo izbrala za danes, pa je Deklica z žigalicami. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Hans Christian Andersen, Deklica z žigalicami. Bilo je strašno mraz. Naletaval je sneg in tudi večerilo se je že. Bil je zadnji večer v letu. In v tem hudem mrazu in temi je hodila po cesti drobna deklica. Bila je gologlava in bosa. Seveda je imela copate na nogah, ko je odhajala z doma. A kaj je to koristilo? Copate so bile zelo velike. Poprej jih je nosila mati, tako velike so bile. In deklica jih je izgubila, ko je tekla čez cesto, ta čas, ko sta dva voza v divjem diru trvela mimo nje. Ene copate sploh ni mogla več najti, drugo je odnesel nek deček, obljubljajoč, da jo bo uporabil za zibelko, če bo kdaj imel otroke.
In tako je šla deklica z bosimi nožicami po zasneženi cesti. Od mraza so ji čisto pordele in pomodrele. V starem predpasniku je nosila mnogo žigalic, droben sveženček pa je držala v roki. Ves ljubi dan ni nihče kupil niti ene ožigalice. Nihče ji ni podaril niti beliča. Lačna in vsa prezebla se je revica le s težavo še prestopala po cesti in bila je videti že povsem obupana in preplašena. Snežinke so ji padale na dolge, pšenično rumene lase, ki so jo v lepih kodrih valovili po tilniku, a na to svojo lepoto ni niti malo mislila. Iz vseh oken so padali svetli prameni svetlobe in po vseh ulicah se je širil duh slastne gosje pečenke. Saj je bil vendar zadnji večer leta in vse misli nežne deklice so se sukale samo okoli tega. Med dvema hišama, katerih ena je bila pomaknjena malo bolj od ceste, je deklica sedla. Drobni nožici je spodvila podse, a tedaj jo je še bolj zazeblo. Vendar si kljub temu ni upala domov, saj še ni prodala niti ene škatlice vžigalic in ni skupila niti enega novčiča. Oče bi jo prav gotovo zlesal. Mrzlo pa je bilo tudi doma. Nad glavami so imeli samo golo streho in skozi špranje med strešniki jim je žvižgala v izbo mrzla sapa, da so od mraza drgetali, čeprav so največje razpoke zamašili s slamo in cunjami. Kako dobro bi zdaj ledela prižgana vžigalica. Ko bi vsaj eno smela vzeti iz škatlice, jo prasniti po zidu in si ob njenem plamenčku ogreti prste. Nazadnje je otrok res vzel vžigalico iz škatlice. Resk! Joj, kako se je zasvetilo, kako je zagorelo. Vžigalica je žarevala vroč, sijoč svetov plamen, gorela je kakor drobna lučka, ko si je deklica nad njo grela premrlo ročico. Bila je kar čudna svetloba. Drobni deklici je bilo, kakor da bi sedela pred veliko železno pečjo z medeninastim okovjem in okraski. Ogenj je tako lepo gorel, je tako prijetno grel. Deklica je že iztegnila nožice, da bi si jih ogrela, a zdaj si je plamen ugasnil. Peč je izginila. Deklica je sedela tam v kotu in v roki držala ogorek dogorele vžigalice. Prižgala je novo vžigalico. Gorela je in svetila in zid je bil na mestu, kamor je padala svetloba, prosojen kakor tančica. Deklica je videla naravnost v sobo, kjer je stala z bleščeče belim prtom pogrnjena miza, na njej pa krasna posoda iz porcelana, a na velikem pladnju se je vabljivo kadila pečena goska, nadevana s slivami in jabolkami. Najlepše pa je bilo to, da je goska zdajci skočila s pladnja in z vilicami in nožem v hrbtu splavala prek sobe, naravnost k ubogi deklici. Tedaj je vžigalica ugasnila in deklica sta imela samo še vmrzli debeli zid. Žgala je novo vžigalico. In ob tej se je deklici zazdelo, da sedi pod krasno, vso z lučkami posuto jelko. To je bilo še lepše in bolj bogato okrašeno drevo kakor tisto, ki ga je pri bogatem trgovcu videla skozi steklena vrata. Na tisoče svečic je gorelo po zelenih vejicah in pisane podobe so gledale na njo, podobne tistim, ki so razstavljene po izložbah. Deklica je iztegnila roke, hotela je seči po njih, tedaj pa je vžigalica ugasnila. Neštete lučke na jelki so plavale vse više in šele tedaj je opazila, da so lučke bile svetle zvezde. In ena je se utrnila in po nebu zarisala dolg ognjen trak. Nekdo umira, je dejala deklica. Zakaj stara babica, ki je edina bila dobra z njo in je že dolgo v grobu, je zmerom pravila: kadar se utrne zvezda, tedaj se duša dviga v nebo. Spet je ob zid prasnila vžigalico. Vnela se je in metala na vse strani močno svetlobo, v njenem soju pa je stala babica, vsa mila in ljubezniva in svetlo obsijana. Babica,
je vzkliknila deklica. Vzemi me s seboj. Vem, da te ne bo več, boš kot dogori vžigalica. Izginile boš, kakor so izginile topla peč, slastna gostja pečenka in velika, čudovita sijoča jelka. Deklica je hitro prižgala vžigalico za vžigalico, tako je hotela pridržati babico. In vžigalice so dajale tolikšno svetlobo, da je bilo svetleje, kakor podnevi. Tako lepa, tako velika ni bila babica še nikoli. Vzela je drobno dekletco v naročje in splavali sta proti nebu v sijaju in veselju. Deklica ni čutila več mraza, ne lakote, ne strahu. Z babico je bila med sijočimi zvezdami novoletne jelke. V kotu med dvima hišama pa je v mrzlih jutranjih urah sedela drobna deklica s pordelimi lici in smehljajem na ustnicah. Zmrznila je na zadnji dan starega leta. Jutro novega leta se je prebudilo nad drobnim trupelcem, ki je bilo omahnilo tam v kotu in v roki še držalo dogorelo vžigalico. Deklica jih je porabila skoraj vso škatlico. Hotela se je ogreti, so dejali ljudje. Nihče ni slutil, kolikšno lepoto je doživela deklica in s kakšnim sijajem je staro babico stopila v veselo novo leto. Tale deklica z žigalicami je sicer precej žalostna zgodba, ki pa se srečno konča. In najpomembneje je, da je deklica sedaj srečna s svojo babico. Saj je bilo za njo kar težko življenje, kaj ne? Upam, otroci, da ste vi v varnih rokah, v varnem objemu vaše družine, topline in ljubezni. In naj tako tudi ostane. Če si želite slišati še kakšno pravljico, potem pa le kliknite na YouTube kanal Moj knjižni kotiček in si le oglejte pravljice, ki čakajo na vas. Do prihodnjič pa en prijeten zimski čau čau!